No, tik pred zaključnim delom priprav na veliki finale so organizatorji v notranjost Puškaš arene, kjer je vse pripravljeno, spustili našo terensko ekipo. Kako sta videti slačilnici Paris Saint-Germaina in Arsenala, kaj vse bodo imeli na voljo nogometaši za pripravo na tekmo in pa kakšen je od blizu pokal za zmagovalca, vse je preveril Jan Lukač. Nogometni svet odšteva. Še manj kot 24 ur je do začetka finala Lige prvakov. Ali Arsenal ali Paris Saint-Germain. Puškaš arena je pripravljena. Več kot 60 tisoč gledalcev bo jutri na tem stadionu pripravilo izjemno atmosfero. Nas zanima, kdo bo zmagovalec, še predtem pa vas vabim skupaj v drobovje madžarskega nacionalnega stadiona. Kratek skok v zakulisje, poglejmo, kje se bodo na veliki finale pripravljali nogometaši Paris Saint-Germaina. Za motiv Parižanov bo skrbela tale podoba. Barka je priplula do Budimpešte. Ne, tu noter še ni Luisa Enriquea in tudi sam ne vem, kako bo igral Paris, ampak trenerji imajo v Budimpešti prostor zase. Ne poznam vstopne kode, ampak v slačilnici Pariza je poskrbljeno za varnost zadev, ki jih bodo nogometaši prinesli s seboj v garderobo. Hladna kopel bo prišla prav šele po tekmi za regeneracijo. Pojdimo na hitro pogledat v slačilnico Arsenala. Prizor koreografije preko kopnega in morja s povratne tekme polfinala Lige prvakov proti Atletiku lahko da Londončanom še nekaj več energije za veliki finale. Imamo prostor za pripravo pred tekmo, nekaj masaže in nekaj aktivacije na trenažerjih. Tako eni kot drugi se bodo v Budimpešti predstavili v domači različici dresov. V tej je Paris lani osvojil Ligo prvakov v Münchnu, pred 20 leti pa je Arsenal v rezervni inačici proti Barceloni prav v Parizu izgubil finale Lige prvakov. Videli ste stadion, videli ste slačilnice, opremljeni ste z vsemi informacijami za jutrišnji spektakel v Budimpešti, ampak na koncu dneva smo tukaj zaradi tele zadeve. Pokal Lige prvakov, ki ga bo po zadnjem sodnikovem žvižgu visoko v zrak dvignil kapetan zmagovalne ekipe, s katero bo odšel v večnost.